Dobro jutro, evo, pa ga imamo. Dan česa? Valjda boja, valjda boj proti okupatorju je. Da smo si na jasnem. Dan boja proti okupatorju. Mi imamo tudi enega okupatorja, tu sem mogoče včeraj bil bolj nazoren, se ne bom ponavljal, ampak ta naš okupator je tudi kar precej močen, ne? Pa neviden je. To je najbolj bistveno, da se zavedamo vpliv kače, ki je zapeljala človeštvo. Pa sej v Bibliji piše, pa bom prav dol bom prilimal krasen znakec, angleško piše, pa še slovenski prevod bom dal za vse, ne? Kako je znak medicine in WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, je kača, ne? Speljana čez čez celo zemljo, pa ni zemlja, ampak je flat, tako da smo spet na začetku. Se opravičujem, Pikico, da bom jaz tlele moram nekaj stisniti, ker me nekaj heca, da ne bom moten, a ne? Ste rekli, pa sej Turšič je itak že moten. No ja, vsaj nič me ne bo motilo, a ne? Ok. Evo, sem zrihtal. Ok, skratka, ta okupator naš, zdaj pa ta boj, tle sem se hotel najprej spotakniti, ustaviti malo. A veste, boj, mi se nočemo spominjati boja, ker boj v univerzumu ne obstaja. Boj imajo v mislih sam temne sile, sam ta tolpa narcisov pokvarjenih ima idejo, da bi bilo super, če bi se mi malo spomnili na kakšen boj, kako je bilo bedno, kako je bilo trpljenje. Se strinjam, nepravilnosti, ampak saj so ga itak ta boj oni zorganizirali. Dajmo se mi pogovarjati o miru. Če bi se mi spomnili naslednji dan, ali pa današnji dan, pa bi rekli dan miru, po okupatorju, pa smo bili pa svobodni, če bi se mi spomnili tega. Meni vsi ti venci, pa te komemoracije, pa te pevski zbori, pa te neke, kaj so, zastavonoše, saj jaz razumem, da ne bo pomote in prvega in ta zadnjega. Sem precej teh prireditev tudi naredil, zato vem, kaj hočem reči. Mene to ne spominja na veselje, ki so ga ljudje izražali potem, ko so se od okupatorja osvobodili. A sem bil dosti jasen. Jaz bi ful želel, da bi se raj spominjali miru, ne pa negative. To zdaj spet govorim zaradi tega, ker sem delal v medijih, na radiju sem zbiral novice in je bilo ful bolj super, če si kar malo bolj te slabe poiskal tepa, ne? Ne toliko pozitivne. Zdaj pa, ko imam pa svoje, tle svoj kanalček, se bom zdaj počasno naredil. To, ko imam enega dela, ko bi vi vedeli, ampak bom pa po svoje tle povedal. Evo, bomo pa tle se šli bolj na mir, pa na lepoto, pa na svetlobo, pa na univerz. In ok. Včeraj smo mi se pogovarjali o domišljiji. In zdaj mi je dobra ta, ne. Ja, ta naš Turšič je tudi malo tak, malo bolj, veš, umetnik. Ne moreš tako, Turšič, ne? Ne da se. In zdaj, če smo imeli to domišljijo, dajmo mi to domišljijo zdaj v realnost, to vašo realnost. Kako bi zdaj Turšič ne more v tej realnosti, ne? Dajmo mi malo definirati, kaj pa je realno. Televizija ni realna, ne? Lažejo, to smo že pogruntali. Časopisi tudi, ista banana. Vse novice, ki jih slišite tudi na radijskih postajah, ne, ker sem jih jaz tam bral, so tudi iz enega glomozanskega vira, ne? STA. Jaz ne vem, Slovenska tiskovna agencija sprovajda vse informacije naprej. Tako da zdaj pa že vemo, mediji se sklicujejo vedno na uradni vir STA pa na bluzi banane, kakršne če. Vse jih zapakira kar dobro, vse so kar dobri pravljičari, bi človek rekel. Turšič je pravljičar, oni so pa realisti, ne? Te veš, mi je všeč te neke, zdaj bomo šli mi kar na hard, se mi zdi, počas bomo mi pretegnili že kar bolj za zares. No, in ta realnost, ne, ki so nam jo dali,
ki so nam jo dali. Zdaj ta kaj je realen svet, tle se bom, je v bistvu zajčnik, to že imamo. In v tem zajčniku smo mi gojenci, in gojeni smo na tak način, da imamo svobodno dostop do repice, korenčka in pa deteljice, nam nasujejo une brikete pa suh seno, in od tega mi smo zdaj vsi srečni, ki pa lahko še televizijo zraven gledamo, veš, pa še ful je zabavno. Ta zajčnik ni realnost. In ko enkrat skočiš v domišljijo, ugotoviš, da ti želiš, absolutno delovati na zemlji, ampak ne v zajčniku. Gremo skakati po planjavah, gremo kopati lukance, pride tam tudi kakšna, predvidevam, kakšna nevarnost, ampak saj si previden. Strah te pa ni. O strahu strah je virtualen, pa so nam ga v zajčniku utupili, da se moraš bati ograje zajčnika. Saj so pa ti pašniki, električni pastirji, ista fora. In zdaj tisti človek, ki je v življenju prebil to bariero in uspel nekako se pošmugljati med sistemom, se dovolj igrati, kot da je del sistema, je vedno obveščal zajčke v zajčniku, da je treba širše pogledati in tako naprej, ampak zajčki v zajčniku tega niso štekali. Veš, ti pesniki so govorili o repici, korenčku in o deteljici, ti zajčki so pa nabijali tisto svojo seno in brikete. In ta realnost, v kateri mi živimo, v katero bi vi radi nazaj, ta realnost se ne bo nikoli mogla manifestirati v mojem svetu. In bodimo iskreni, govorim tebi, pa vam vsem, pa nam, bodimo iskreni, pa kaj mi res želimo nazaj te neke tirane, kontrolo, prisiljevanja, pogojevanja, vse, kar je en kaos, miru ni. O ljubezni vam nihče ne govori, nihče vam ne daje nobenega upanja, noben vam karmer odprete, kjerkoli cajten, kamor pritisnete na tipko od daljinca, ni nič pozitivnega. Ajde, horoskop pa še ta je tudi ena velika. Mogoče kakšna karikaturca, ki je kakšen vic, tak že čist ščikan. Tako da to realnost dajmo mi mogoče bolj definirati. Jaz sem si pa tokrat res naredil mičken bolj miselni vzorc. No in v tem zajčniku je master kontrola nad vsem. In te kontrole mi nočemo. In nočemo boja, ne z lisjakom, ki je naš, kakor češ karikiran lastnik, niti drug med drugim, saj smo konc koncev vsi zajci, Sam različno imamo te majnde oplajhane, različno, eni malo bolj, eni malo manj, eni nalašče, eni po nesreč, najhujš, nič najhujš, vse bo super. No in zdaj tle ta kontrola realnosti nad tem zajčnikom je kontrolirana preko valjda teh fake medijev, in ti mediji podpirajo samo strah. Dajte za hec odpreti, ne vem, odprite te časopisne strani, ki jih imate na Facebooku ali pa kjerkoli, pa si malo pogledajte te naslove. Čist vsak naslov je narejen tako, da si rečeš pa pemula, Mislim, jaz vem, da ne, ker vem, da je itak vse na tega prevara in zavajanje, ampak, če bi pa, verjamem, prevelik procent ljudi to verjame, zaradi tega to govorim, vi to odprete in rečete, pa ne moreš dati 800 milijonov za mašinerijo, zdaj pa še 432, 4 plus 3 plus 2 je koliko 9. A veš, ne moreš dati tako. Ti si razburjen, pa sploh nimaš nobenega vpliva na to, majmun bo pač kupil, ker je pač tam, Saj zdaj je še do kdaj ima zdaj? A nismo nekaj zvolili? Zdaj pa imamo še do junija čas. V soboto je bil pa volilni molk. No in znotraj teh medijev, oni so probali to, recimo zdaj bom vzel korono ali pa Ukrajino, ful laži, laž taka, da prikriješ neko resnico, Ampak, 1000 laži še zmer ne spremeni resnice. A je prav? In ful je.
prevara na vsakem koraku. In da bom jaz bolj eksakten, bom jaz vam pokazal, kako prevara zgleda, ker sem delal na televiziji. A veš? Tako sem si želel vam dati ptičke, da sem jih kar posnel. Ne? A so vam dali kdaj tako prevaro na televiziji? Ptičke so vam dali? Ne, tudi ne. Pa sej ne moš verjeti, ne. Čakaj, sem hotel dati sem bolj na glas. A sej je do konca. Ne, ugasnil jih bom zaradi tega, ker sem vam sam hotel pokazati, kaj vse je fake, da boste videli to razliko. Kje so ugasnile? Da vidite, kako vas lahko vsak pajac nategne. Tudi moji videoji so še zmeraj od spredi pek, pa na konc kak, pa vmes te moje greškice. Sej vidim, vse povsod se falim, ampak nič hudega. Jaz želim, da imate enkrat v življenju predstavo, kaj je res. Ne? In ta res, jaz včasih tudi namenoma, sem se že hotel ostrišti, pa se ne bo. Za nalašč, ne. Še pobarvati bi se mogel. Resnica je pa samo ena. Laži so pa mnoge. In laži vam stresajo, k skiparjam vam kipajo. Ne vem, če vi slišite ptičke, ampak jaz jih imam tlele še skozi okno. Tako, jaz sem hotel začeti v štartu, sem začel domišljijski svet pa realni svet, ne. In zdaj ta realni zajčnik bi želel, da zajčnik razpada, to smo že omenili smo, da je on matrica, da je to virtualna stvar, tako kot je virtualen ta naš svet domišljije, a ne, da imamo ga Magic Land ali pa univerzum ali pa ljubezen, eter, en kup imen ima, a ne. In v tem svetu mi jih lepimo po mir, ljubezen, sprejetost, kreativnost, mnogo vsega. Govorimo o harmoniji sebe z univerzom, jaz pa ti pa on pa ona pa on, smo pa tudi vsi v harmoniji nekam rinemo. Dokler smo pa v kaosu, pa se ukvarjamo s temi dnevi bojev, pa dan proti pa volitve, pa ovo, pa ono, pa mi nimamo nobene harmonije. Dajte si to priznati. Jaz tle ne bi hotel biti nič brihten, ampak dajte sami sebe vprašati, pa si malo predstavljati, kako super bi bilo, če bi odprl cajtnik pa bi rekel, wow, lej, kako je to lepa stvar, wow, joj, pa bi ti kar kakšna solza ali pa kocina ti se dvigne ali pa malo zahlipaš, ker so pač stvari lepe na tem svetu, mnogo lepih stvari je, samo teh vam ne kažejo, res ne. Zato si jih morate iti iskati sami, kolikor jih je na razpolago. Jaz sem vam pokazal, pa do kruha to neko ljubezen, pa veš, kruh ni 15 minut, ne, mislim, poješ ga v 15 minutah. Veš, ptice pojejo, led po zimi je, veter piha na morju, ali pa vajduš, ne, večkrat, tako da prepih tudi muca. A veš, ogenj, če si ga zakuraš, ga imaš. In vse to je del nas, del tebe, a veš, ni meta virtual reality, ne, od Facebooka, ni ta ikonska fuzbal tekma, ni zdaj dati si muziko. Vam bom dal jaz napačno muziko, boste videli, koliko časa me boste poslušali, boste prekinili zaradi muzike. Pa še beblo bom, pa še narezal vam bom, boste videli, kakva groza to pride. Ampak to so vam prodajali za realnost, ampak če dolg časa nabijaš, okej, kaj pa češ, ne, in ta kaj pa češ je pa res ta deli kognitivne disonance, kaj pa češ, ne moreš nič, saj kaj pa je, ne. Tle se jaz ne strinjam. In ta realnost naša, no way, mi hočemo gor v pozitivo, v dream world, o katerem sem včeraj govoril, in tle pa imamo mi pozitivo, pa upanje, pa eno vero, da mater smo zajci, še zmeraj imamo mater zajčje gene. Bežmo laufat, kaj se zdaj tle pregajnamo, pa stiskamo, pa drugega brcamo, pa jaz bom, ne boš ti prej prišel do hrane. Pač to rivalstvo, ego, narcizem. Fake je to, dragi moji, res je fake, ampak navajeni smo, ne. Torej se pravi gor ta dream
Sanja, veš, če smo včeraj govorili sanje, imaš po noč, ne, sam pol zjutraj je kat, je konc tega, je ta daydreaming, je pa meditacija, ne, jaz si jo predstavljam, se mogoče kdo pa kaj drugače čez dan sanja, ampak jaz sem ugotovil, da kadar se dovolj umirim, jaz imam čisto polno glavo mislim, zato te stvari nastajajo zjutraj, ker jaz se zbudim res nore ure. Jaz sploh nimam več tempa, zato ker zdaj, da je treba spati od 10 do 6, to je tudi fake, ne? Pa sej po noč se najlepše misli zgodijo, veste. Jaz sem mnogo noči, najlepše stvari doživel. Sam. In naštudiral konc koncev, ne? In zapisal in prebral. Zdaj, a veš, čez dan, zdaj ta čas, ko bo upload, bože gužva, pa pol me že zanima, koliko ste poklikali. Joj, včeraj sem prvič malo delil neke grupe za med ljudi. Ta daydreaming, da dokončam, ne. Sam dream, ker sem se odločil, da bom te misli zdaj pa mičkam prej zaključoval. Skratka, daydreaming smatram, da je človek dosti miren, lahko tudi čez dan pride malo do teh sanj oziroma misli, ki ne spadajo več. Ne. Težko jih je pretopiti v jezik, ne. Res jih je težko pretopiti pa predati naprej, ker to je tako. Ampak vsi ste to občutili, ne. Veš, pa ne znaš povedati. To je ta. Tle imam eno zapisano tako. Ko nekdo reče, čakaj, kaj sem že hotel reči, ne? Pa mu rečem jaz, nič to star, tih si hotel biti. Začepi. Saj, ko boste vi svoje misli lovili, boste točno glih tam. Tišina, stari, mej, uživaj. Ti sam plavi, jaz tudi že plavam, super je. Ne? Misli padajo, se lovijo, ena lepša od druge, plan je večji od prejšnjega, sestavljanka je še večja, jaz sem včeraj dobil take plane, take ideje, jaz sem včeraj posnel, tam, ko sem vam poslal en video, čist kratek, sem jaz gor posnel 3 ure materijala, audio in video, pa še 10 listov materijala nastalo. Zdaj pa je treba to nekako skupaj spraviti, pa dobiti nekaj, pa prodati, pa evre dobiti, da bom pol BMW-ja črnega dobil. Ne, hecam se, mislim, ne, sem delal, hecam se pa s BMW-ja. Mislim, avto je super imeti, ne, zdaj se, nisem rekel, da ne, pa tudi radi se vozimo, pa tudi super se je udobno peljati, ne, ampak s takim mindom je to še mnogo lepše, kot zapigan. Umakam se ti, jaz sem prvi, pej stran, jaz sem BMW-ja, vidiš, tudi črnega, stari. Pa imaš pa še korak više, sem pa še v uniformu, imam pa še lučke gor, aj prav. Da se ve, kdo je tle. Ne? Ti Turšič si pa narkoman, ne? Zato, ko tako zgledaš, da bi bil napopan skozi. Pa nisem, kavico pijem, hokus pokus, kavo za fokus. V daydreamingu sem se ustavil, pa sem rekel, da zaradi tega, da ga zaključim, in sem ga. Včeraj sem prvič delil video, jaz vse to, kar sem, delim na svojem zidu, nobenega nočem posiljevati, vem, da je taka tanka meja, težko bi zdaj kakšne sponzorje najdel, se strinjamo. No in včeraj sem pa prvič podelil po malo več skupinah. Izbral sem tiste skupine, ki so bile do zdaj, sem bil povabljen, ali pa sem jih najdel, saj ne vem, enih 6 imam teh skupin. Ne bom zdaj imen, ampak vse imajo svoj naslov za dobro človeka, kot družba gremo, antipolitika, dajmo razturiti tune, v smislu podpora Ivanu Galetu, ki se je pol tudi izjalovila. Evo, recimo 6 takih grup sem delil. Administrator se ni, sicer je aktivni, ampak administrator se ni, je smatral, da tole rajš ne bo spustil naprej, ne. Tako da, no fake se najde, ko enkrat probaš iti potipati, ne. Veš, ti misliš, da gor piše, zdaj se bom zmislil, vse dobro državljanom Slovenije in ti en tak video položiš ker namen je točno ta in administrator reče, ne, to ne. Mamo, ne. Tako. Sanje, realnost, pa free think, svobodno mišljenje. Svobodomiselni so ljudje. Kaj pa je kontra svobodomiselnosti?
Je pa zajčja miselnost, da ćemo temu tako reči. Jaz se ga pihneš, Turšič. Svobodomiselni ljudje imajo svobodne misli in iz svobodnih misli pridejo svobodni izdelki, ne, kjer ni pravil. In tam, kjer ni pravil, je možnost lepega mnogo večja, kot po pravilih. Ker če delaš po pravilih, pol veš, kaj bo na koncu in kako lepo bo to zelo pol na koncu nastalo. A ne? Tako da, free thinkerji, jaz sem free thinker tudi, drugače. Moraš biti svobodomiseln. In veste, vsak otrok je svobodomiseln, ker živi v domišljijskem svetu, a ne? Ima misli njegove so svobodne, nikamer niso attached, pripete, nihče jih ni še v kalup dal, v ta zajčnik, ne? Njihove misli še pustijo. In free thinker, tako je, evo, otroci so free thinkerji in naloga staršev je ta, da free thinkerji tudi ostanejo. Ja. Mi, ki pa smo se že tako indoktrinirali, eni malo bolj, eni malo manj, moj namen je, da se vi, jaz bom zdaj rekel vi, zelo indoktrinirani, postanete bolj odprti, svobodomiselni, odprti na nekaj novega in odprti do neznanega, če tako reči. Tako. Ker neznane stvari, jaz vam se pravim, probamo risvati, lejte, ure nam letijo, pa še ne moramo najti enega, da bi rekli, ja, to je to in stvar zaključena, ne? Zdaj pa izberi modro. Ni, zaradi tega, ker stvari je treba občutiti in zaradi tega vam jaz probam te ptičke narediti, pa vam narediti glasbice, vsakeč imate drugačno glasbo, tudi v prihodnje bo tako. Vse to je analogna tehnika, se pravi, jaz to na svoje ušesa delam, pol šele vidim nazaj, ko dobim, YouTube, Facebook tudi naredi neko svojo proceduro, pa šele pol vidim, kaj sem naredil. Ampak evo, se zdaj mikrofonček je pa že boljši, zdaj sem pa že bolj na glas od včeraj, ne? Jaz vas tu malo hecam, a veš, tle od zadnji imam, jaz ničkrat bolj mislim, pa vam ne morem vse povedati, vam pa tako malo pokažem, pa vam zdaj za nazaj povem. Da pač vem, kaj delam, ne, ni zdaj tle, po nesreči. Ene stvari se pač ne da ponoviti, zato jih pač pustim direkt tako, ker če bi jih ponovil, jih ne bi tako dobro. Ker sem itak najboljši. Zdaj si se pa, zdaj pa ego, ti je pa ego zrastel. Ne, nič bat, ni. Ja, pozitiva, pazite zdaj, kaj se zdaj dogaja. Zaradi tega, ker je želja ljudi postala prevelika. Katera želja? Po osvoboditvi. Svoboda, kako že? Svoboda, enakost, bratstvo je bil od francoske revolucije, kaj že? Slogan, ne? Egalite, liberté, pa še nekaj te, ne? Svoboda, enakost, bratstvo. Največja revolucija, ne? Pa sej, a veste, mediji lažejo, zgodovina pa še bolj. Ni tle vse za verjeti, ampak beseda je pa kar ta prava. Svoboda je svoboda. Torej, nihče ne bo meni rekel, kaj moram, pa kaj ne smem. Mislim, pravila igre so pravila igre, ok, valjda vozimo po desni strani, ja, ok, sem ne bo mene rekel, zdaj pa tle ne greš noter si kupiti, ne vem, v trgovino ne greš kupiti gat, ker je gor virus, ker nimaš ti PCT-pogoja, da mi pokašuno, zdaj, kaj imaš, če ne pa nimaš. To je čisti rasizem, to je diskriminacija, ne, mislim, daj mi najprej ti en papir od virusa, da pridemo mi malo na začetek, ne. Nej, tvoj nadrejeni ga zrihta, tvoj nadrejeni ga bo dobil od, ne vem, na koncu od inštituta in inštitut ga malo ga nima. Torej, ne, če ni ne valja in zdaj seveda valjda iz tega naslova, jaz pa zdaj ne ubogam teh pravil, ne.
Seveda, če bi vsi ubogali, bi nas že kdaj vse eliminirali. Pa ne gre, ker se je zgodila francoska revolucija in so rekli, majster, zdaj nas je pa tle malo več. Konec koncev predstavljam si tudi današnji dan, če je že glih dan boja proti okupatorju. Ko je okupator prišel, se je vas dvignila pa je rekla, tle pa ne, le tamle dol me boli klinac, ampak tle pa ne boš šel, tle imam jaz kravo pa familijo, pa zadaj enega konjička in ti ne boš. Čuvam. Pa ne vem, kaj sem hotel reči. Zgleda, moram ga prižgati enega. Sekundi, računati ne. Vem, ki sem bil, ja. Kolektivna človeška zavest. Vse preveč ljudi je mislim, prisiljeni smo bili. A veste, koliko protestov se je zgodilo v zadnjih 2 letih? A veste, koliko protestov? Se pravi, ljudje v glavi imajo dovolj. It's enough. Meja. In ljudje se zavedamo, da eden ne more nič, dajmo skupaj. Sam ni ulica prava čizglih stvar, ker je treba tle še bolj razdelati. In smo dobili še karanteno, da bi kdo kaj razmišljal. Svojimi mislimi si je najverjetneje vsak potihem želel, dajte mi, ljubi Bog, dajte mi mirno. Ali tako ne morem več. Se pravi, prišli smo čisto totalno prešo, gotovo. In zdaj tle se je ta želja iskrena, marsikatera solza se je kje potočila, sem prepričan. Tudi groze, obupa in iskanje rešitev. Zaradi tega govorim mer, pa bo tudi rešitev prišla. In s temi mislimi, pozitivnimi, željami, konec koncev tudi z nekimi iskrenimi željami, smo mi skreirali na tem višjem nivoju iznad zajčnika, da lisjaki nimajo več kontrole. Kada bi rekel, da smo jim vzeli štekar, ki ima električnega pastirja, česa več. Tega štekarja zdaj oni nimajo več. Ampak to smo mi skreirali. Si vi to predstavljate? Da tudi gnilobo smo si prej sami skreirali. Jaz verjamem, da je mogoče malo težko razumeti, pa sem že probal nakazati. Bom mogoče mogel tako knjigo napisati, da bo razumeti. Sej je bolj simpel. Skratka, hočem reči, da mi smo že vsi na varnem. Treba je izstopati iz te igre, se odlepati notranje. Smo rekli, da je sovražnik neviden, smo rekli, da je virus in ta virus so vaše virus. So bremena, so vaše misli preobremenjene. Kaj bom pa zdaj? Dej, ne razmišljaj na tak način. Dajmo mi osvoboditi se od okupatorja. Za zares. On štekarja nima, smo rekli. In dajmo mi praznovati mir, dan miru po osvoboditvi od okupatorja. Se pravi, če smo že z mislimi nekaj zakreirali, pa če niste bili do zdaj zraven, če se pridružite, nas bo jutri takoj več. Tisti, ki pa ste že v tej igri, se pravi, ki ste že pozitivni, ki ste že na visoki vibraciji, ki se ne spuščate več v te drama, kaos, kaj boš, ampak vse nekaj gledate z perspektive miru in ljubezni, svobode in zaupanja, vere in pa to še dodamo. Jaz recimo vsak večer ob 6 prižgem svečko, ker to je dobra misel. Spomnil sem se, in se to ni moja fora, všeč mi je, pa to veliko ljudi že dela. Če bo tle še kdo od vas to naredil, pa nas bo več. Skratka, čas, sem rekel enkrat nazaj, da gre vse hitreje, zaradi tega, ker pač z mislimi manifestiramo. In zdaj ne bomo mi več praznovali nič boja. Več. Univerzum ne pozna boja. Prej pomoč.
bo zdaj nekdo rekel, ja, Turšič, to ni res, tam se regrat bori, da pride ven. Upanje ima neskončno. Vsak. A veš, smreke, ki jih pogledaš v gozdu, so vse enako visoke. Mislim, če so enako stare, ne? Ali je ena ful višja, pa ena... Ona toliko zraste in čao, zdaj ni ena malo večja, pa ena malo bolj debela, mislim. So, ne, ampak so različno stare, ampak če pa pogledaš enako stare smreke, so pa vse glih tu negdje. Ob 6 svečko prižgeš, pa pomisliš, da naj bo vsem lepo, tistim, ki trpijo, pa naj jim bo čim prej lepo. Ful preveč ljudi trpi. Ko bi vi vedeli, koliko trpljenja se je dogajalo na tem planetu, pod zemljo. Mislim, da ne bomo, da vam ne bo, te slike sploh ne boste smeli videti. Tok je bilo grozno. Ker boste zapadali nazaj v nizko vibracijo ali pa boste kolapsirali. Tok slabo je. Zato bomo mi razmišljali raje o teh lepih stvareh, o svetu miru, ker kar je bilo v teh tunelih, mi pa gremo zdaj izven zajčnika in zdaj bomo mi raziskovali te naše strašne planjave in bomo nabirali, kaj smo rekli, repico, korenčko in deteljico, pa pred lisičkami bomo vse skrili, ne, previdni bomo, ne, sej. Sovražnik, lisica je sam lačna, sej, če ne bo tebe čokanila, bo mogla pa kaj drugega. Mislim, tudi lisica postane vegetarijanka, če te ne ujame, ampak sej znamo mi zajčke biti, pa te ni, ne, pa te ni. Za mir smo, za svobodo smo, za enakost in za bratstvo in jedinstvo. Sem že rekel, gor, mi smo vsi bratje in sestre, pa sej to so tudi župniki ponucali. Dragi bratje in sestre, dajte, prineste mi denar. Tako je narobe, ne. Kaj, zdaj spet ne vsi, niso vsi, ne. Še Janša je neki, ne, bratstvo, neki. Ampak Prešeren je pa tudi rekel, ne, nazadnje še prijatelji zase čašo dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker v srcu isto mislimo. Viš, kar se Matejček nauči, pol Matej se kdaj tudi spomni. Pure. A ćemo biti malo krajši, pa še 20 minut, udri, ne se. Ne, bom končal, današnji dan je mogoče res poseben. Moj 14. dan je, to je moj točno na sredo, 14 dni nazaj, sem naredil prvi video. Jaz mislim, da je 14 dni viden nek napredek, a ne. Saj sem rekel, trenirati je treba, ampak vi greste z mano, vi v 14 dni vidite, kaj je napredek, pa zdaj tiske pravi, da se nič ne zgodi, slabo opazuje, bom rekel, a ne. Skratka, na današnji dan boja proti okupatorju, kar je za moje pojme norost, od zdaj naprej je mir brez okupatorjev, dajmo temu tako reči. Je pa na današnji dan se rodil človek, ki je izumil Morzejevo abecedo, si ti moraš misliti, pikice pa črtice in stvar rešena. Univerzalni jezik smo se nekaj pogovarjali, ne? Vibracija smo se pogovarjali, ljubezen, vibracija pa univerzalni butalski jezik. Ne, je čist simpel. No in Morze je tu pogruntal na pikco pa črtico, pa če jih kombiniraš, dobiš ful stvari. Pa veste, kdo se je še danes na današnji dan, ker sem bolj v glasbi, so pa Beatli, ne, ti hroščki, tam, kjer je bil Lennon tudi, ne, je pa rekel, so pa naredili komad Love Me Do. A ste se kdaj vprašali, kaj je to Love Me Do? No, love me do, yes, I love you, love me do. Love me do. Pa dajte malo sami pokontemplirati, a? Love did me, love make me. I am become a man because of love. Ne, bom rekel, da je ljubezen je malta med tistimi škarpami, med tistimi kamni v naši škarpi, kar postajamo. Zdaj smo razsuti tovor,
hočemo biti jez, ki drži vodo, velik jez, skala več ne bomo, ker smo že raztumbani, ampak v tej fazi ljubezen je tista malta, tisti beton vmes, kjer naše te skale izkušenj, naših gradnikov, jo sestavimo. In ljubezen ga je naredila, love me do, tako se jaz predstavljam. Ampak, veš, vsi univerz se da videti z več. Predstavljajte si korono, sem da na noter. No, pa Miško so izumili pa največji avion je izletel na današnji dan. A380. Najdražji in najbolj nefunkcionalno letalo na svetu. Mene ta fake, vi ko boste fake spoznavali, to je na začetku je grozno, pol pa začneš se režati, veš. Kakšni so tehnični podatki letala, koliko goriva gre noter in zdaj ugotoviš, da to je veliko galonov in če bi te galone dal v tovornjake in te tovornjake dal zraven aviona, vidiš, da ti tovornjaki polni tega kerozina, ne morejo to letalo, ne. Plus to so take teže, plus če hočeš to prepumpati, rabiš toliko določen čas, ne. In ugotoviš, da oni natankajo bistveno manj, kakor zaračunajo vam, ki karto kupite za avion. Ne moreš verjeti, kakva banana. Ampak, če nimaš za mar, pa grem en. In to je ta pozornost, awareness. Be aware od vsake malenkosti. The best je, če se človek kaj vpraša. To je res super. A je dal Turšič umetne ptičke ali ne? Zdaj mi ne boste pa nikoli več verjeli, ne? Sej mi tako ne verjamete, sej nič novega. A veš, zdaj se pa lahko igrica začne, ne? Čisto ta prava igrica. Zgleda, da bom mogel YouTube-ov kanal narediti, sam še ne morem naložiti teh dolgih klobas. Pa sem jih mislil prej obdelati, pa zgleda, da jih ne bom. Bom kar tako pustil, pa kar ne bo. This is me, actually. Mislim, lahko sem bolj izumetničen, lahko sem še malo kaj napudram, taki bi moji videoposnetki bili, malo bi color correction, malo audio, malo bi, a veš, vmes bi vam dal kakšno slikco, ampak ne bom. Bom se za to slikco zdajle angažiral, od spodje vam jo bom prilimal, kjer je slikca ta palica okrog kača, a ne? In zemlja, okrogla, mislim krog in gor ta flat earth narisan. Pa lovorike okrog. Zdaj te lovorike imajo tudi nek pomen, pa ne bom ga rekel, ker ne vem zagotovo, ampak pomen pa ima. No, skratka, prva stvar na tej sceni je, da imamo znak WHO-ja, kaj je že, Svetovna zdravstvena organizacija, ima logotip od spodaj flat earth, ravno zemljo. Ampak ker se ni noben nič vprašal, pa je tako kar bilo že 50 let ali koliko časa pač obstajajo. Ta kača zavita pa tudi ne predstavlja neki ful, mislim, jaz nimam neki kač ful rad. Prvo, kar je, so mrzle, pa jaz ne vem, če me ugrizne, pa tudi, če ni strupena. Kaj pa vem, no, mislim, sej nisem nobene ubil, ampak lej, če je ona tam, pa jaz tle, je meni kar okej, ni mi zdaj, da bi pa rekel, moj simbol je kača. In kdor si izbere kačo za simbol, je meni znak, super, ti bod tam, jaz bom pa tle, a veš, ker sem pa bolj volku podoben. Vzamem, karikiram. Jaz nisem blizu tega in ta WHO, Svetovna zdravstvena organizacija in vse medicine in farmacije so izhajale iz tega logotipa kače. Sej pišemo vsi velike teh člankov, da mislim, kako človek božji, kaj je kača dobrega tam, no. Ja, boste zdravi, a veš. Pa dober, bomo zdravi, ampak kaj ima kača s tem? Kača ima lejerje, kača se levi. A veš, koža je premejhna in postane. Koža ostane, ampak kača je še zmer kača. Ne glede na to, koliko kože zamenja. A veš, to je to ista fora, kako že volk kožo menja, karakterja ne, ali kako že. Ali kača, sej nima veze. Pač lahko se volk našemi v ovčko. Sej to pravljico pa poznate o 7 kozličkih.
Saj so vse povedali. Saj so vse nam povedali. Sam mi si nismo dali nič dopovedati, ne? Ker ne gre nič v lajšto, ne? Ker notranjska, a zastopaš. Valjda, da ratajo knjigca butalci, valjda, da so trdoglavci, valjda, da je Flintstones, valjda, da je Butenskala. Noben mu se ne da nič dopovedati. Jezus. Ampak dobro, pa počas, pa bolj počas. Vi pa poročila poslušate. O 15 se je zgodilo še 35 primerov, kjer se je škodilo 12,3% in je prišel hitro nazaj. Po poročilih tudi vremena ne veste, kakšno bo jutri. Ja. Zato pa jaz ne gledam, ker se meni isto zgodi, pa ker me v bistvu boli briga, kakšno je vreme, niti koliko je primerov covida. Ali je še zdaj. Ali ga ni več. Vse sem si napisal, čakaj, to. Vidiš, moram končati sem. Sovpada zaradi tega. Zaradi tega bom dal. In nov virus, ne? Korona ni več, zdaj pa na otroke napada nov virus, mislim, da v Italiji, tam so ga uočili. Smrtno nevaren, ta je pa res ful nevaren za razliko od korone. Sicer ti znaki pa to hitro mine, se simptomatsko zdravijo, ampak je ful nevaren, pa ful se širi. A veš, je res. In kaj se mu priporoča, kakšne trobentica, marjetica, ležanje, voda ali kaj? Ne, cepljenje valjda. Oni že imajo cepivo za nov virus. A pa sej seštevamo malo. Pa da se vrnem nazaj na logotip kače, pa WHO, ker sem ga 3-krat omenil. A veste, ta WHO je dirigiral vse vlade sveta. In vlade so govorile, da kot pravi stroka. Stroka je pa bil WHO, pod njim je bil pa Krekelj. Pa te neke... Krekelj dobil priznanje častnega člana, to ste videli? Ni on kar eden, ni on kar en poba. Tudi to sem si zapisal. No, skratka, vse vlade so delovale tako, kot je rekel WHO, ne? Stroka. Stoka, ne pa stroka. Zaupaj znanosti, ne? Majster, znanosti se ne zaupa, znanost je edina, ki se sprašuje in tisti, ki se sprašuje, pride do resnice na koncu. No, skratka, nihče ni izvolil tega človeka na vrhu zdravstvene organizacije. To je pa tisti, ki sem včeraj rekel, da je pak, kači imajo odrezana glava. Fauci, pa njegov prijatelj Bill Gates, ki se ful spozna na cepiva, drugače računalničar. Fauci je lagal o covidu, on je bil prvi. In Krek je lagal tudi. In vsak ta neki zdravstveni predstavnik v vsaki državi je delal tako, kot je rekel Fauci, pa saj so itak oni prijatelji že v štartu. Saj ste vi videli te ministre za zdravje, enkrat sem jih delil. Samo zdravje šprica ven iz njih, res. Tudi en ni normalen, res ne. Že na daleč vidiš, da tale je pa opasan. Princess of Constitution of Law Organization, tako je. A veste, med korono vam je vladal Fauci, konstitucija, ustava. Fauci je bil. Precej bedno, ne? Dajte ga malo poslušati, pa da ne pridem do Marije Terezije, ki sem jih Fauci omenil. Ne bom vam, ker je preveč. Tako, Krek je dobil častni naziv, tle imam eno alinejico, veš, news, ne, to jaz upam, da je dost bolana, da Krek dobi častni naziv, ne. Da je Elon Musk kupil Twitter, ste tudi ujeli, precej se govori o tem, ne, ki je tudi po televiziji že, okej. Zdaj, ko so bile volitve, a ste vi videli te skupinske slike, kako izgledajo po volitvah? Razen, seveda, Goloba, ne, ki je pač zmagovalec, a ste vi videli, kako izgledajo njihovi frisi?
Pa ne govorim zdaj o tistih strankah, ki so strani ljudi se probale angažirati v politiko. Njim kapo dol in vsa čast. Ampak ostali, a veste kakšni, oni so, ti naši lisjaki, prevaranti, narcistični, organizirani, kako sem že napisal, organizirana banda, tako imam eno lepo besedo, da bom prav poiskal jo bom. Pa bom pa ta čas zgubil pa rdečo nit, veš. Tolpa razbojnikov je začela gledati v tla in oni so tolpa razbojnikov, ki ve, da so oni mnogo bolj v govnu, kot pa to, da so ne prišli z dovolj glasovi naprej. Tako je, to je to. Še eno stvar sem hotel dodati prej, da sem se dal nekaj v grupe, pa me niso sprejeli. Sem pa probal narediti tudi live, pa ne prvič, ampak ga ne morem. Mogoče bi mi live dal mogoče po kakšnem algoritmu v lestvici me kdo kaj več videl. Ničkrat sem ljubosumen, šorlita ful ljudi gleda mene, pa ful malo. Sej ne, ful vas je 5000, mater ste znoreli. Ja, jaz bom zdaj pa 45 minut, zdaj pa jaz mislim, da je res dost. Pa glede na to, da je dan odboja okupatorja od nas, je edina možnost, da ta okupator gre, to jaz zagovarjam, tle vas prepričujem, ni prava beseda, uspodbujam, bo bolj ta prava, zaradi tega, ker jaz delam tako, kot sem prebral v mnogo knjigah, videl, slišal v mnogo glasbi, seštel te koščke skupaj in testiral, in zaradi tega, ker sem testiran, govorim iz prve roke, Torej, če kaj, je mir, in ta mir je treba, mislim, težko se ga opiše, in tle sem najdel eno punco, ki je pa o tem lepo povedala, pesem poznate. In jaz sem zato, da se držimo te smeri, ne pa boja proti čemerkoli, pa naj si bo okupator ali ne. Edina zmaga, ki je mir. Ok, pazi zdaj to pesmico. Evo. Jaz vam bom to pesmico prilimal, tudi od spodaj, jo date lahko da se ponavlja. Poslušate malo, kaj poje, kaj je hotela povedati. Tudi ona govori o ptičkih. Narcisi ne ljubijo, zato se je tako počutila. Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, ki teče življenja reka, topline malo, ljubezni nežne. Pa saj si vsi to želimo, kaj ne? Si zdaj želim, vsaj malo sreče, veselja malo, in da ljudje mi začnejo brati. Da ne bi jokali. Vsaj malo, vsaj eno želja, da upanja zdaj še ne upanje. Želim, da razumejo, bi pesem, da ona si želi, da jo vsi razumejo. Iz srca poje. Sama. Vihar je pa tukaj. Epoha. Življenja reka. Pesmica stara, nima veze, pa še slovenska je. Irenca jo poje.
Jaz mislim, da boš, da si žvižgate tole, kot pa. Zdaj sem vam ustavil bubo v uho in zdaj si jo boste žvižgali podzavestno. Da ne bo kdo mislil, da delam kaj po nesreč, pa glih slučajno. Naključja ne obstajajo. Pride, to bo tema enkrat drugič. Ja, kar tako naj bo. Bubo imate, žvižgajte si jo še enkrat. Ne boj, ampak mir. Ona je želela, da sliši cel svet. Večkrat jo poslušajte, več ima pomenov. Mislim, pomen je treba razumeti, kaj je življenja reka, a ne? Da poje iz srca, pesem srca poje ona. Da ne poje pesem ega, da ne poje pesem narcizma in niti ene besede o boju, ni tle noter. Je pa čutila, da je osamljen ptič, ker jaz sem bil tudi osamljen, ko sem šel čez te stvari v preteklosti. Pa Freddie Mercury je isto pel, pa vsi, ki so šli čez to, so isto omenili. Takoj, ko priješ gor, pa vidiš trpljenje, jaz res vas čutim, tiste, ki ne enega zdaj po enega, ampak tako globalno čutiš, joja, je res treba, pa dej poj z mano pesmico, pa boš videl bo lažje. Evo, ptičica ti isto poje, to si piši za uho, da dobra volja je najbolja. Jaz se bolj simpel, že skoraj ne more biti. Dragi moji, imejte se prečudovito in mi se vidimo in slišimo. Čau.